France Kralj, oče slovenske moderne umetnosti, je bil rojen 26. septembra 1895 v najlepšem kraju na svetu, Zagorici, Dobrepolju. Do vstopa v osnovno šolo na Vidmu leta 1902 se je njegovo obzorje razprostrlo od domače in babičine hiše, življenjskega utripa vasi, prek polj, travnikov s soncem, oblaki, mesecem in zvezdami nad njimi, grebenov vzpetin, ki vklepajo Dobrepolje, do videmske cerkve Svetega križa. V tej starodavni vasi, ki jo je kasneje slikal kot zimski motiv s spomenljivo zarjo, odsevom peklenskega ognja na obzorju, in ki se mu je razkrila kot počivajoči dekliški akt, je vse človeško dobilo obrise navdušenja, a tudi gnusa. Narava v svoji mogočnosti je zbujala sublimne slutne groze in varnega zavetja, in v domači hiši je bila z odkritjem pozabljenih očetovih mladostnih rezbarij spočeta legenda o posvečenosti umetnosti. Ta je prek otroške igrivosti preraščala v poklicanost k ustvarjanju, to pa so le še spodbudili kraljevi učitelji, med njimi pisatelj in politik Fran Jaklič. Leta 1906 je odšel na srednjo umetno obrtno šolo v Ljubljano učit se za umetnika, poklic, ki pri sodobnikih zbujal tako sočutje do mladeniča, kakor tudi strah pred čarobno močjo ustvarjanja. Na šoli, tedaj še v Virantovi hiši in v Stiškem dvorcu, blizu Šentjakobske cerkve v Ljubljani, so foharjem predavali prvi iz generacije akademsko šolanih kiparjev in slikarjev: Alojzij Repič, Josip Vesel, Ivan Zajec in Celestin Mis. Nazorsko so pripadali solidnemu akademskemu realizmu, ki pa so ga posodabljali z aktualnimi idejnimi primesmi simbolizma in oblikovnimi rešitvami tedaj popularnega stila s preloma stoletja. Osnovno umetniško izobrazbo si je pridobil z nauki o preteklem sijaju umetnosti, ob kopiranju slavnih del še bolj znamenitih renesančnih šolskih vzornikov. Pred vstopom na kiparski oddelek Dunajske umetniške akademije se France Kralj leto dni kot pomočnik v kiparski delavnici mojstra Alojzija Progarja izpopolnjeval v Celovcu. Sodeloval je pri izdelavi oltarnih plastik, restauriral in razljav po lastnih zamislih ter izdeloval ponaredke iskanih kiparskih motivov, kar je bilo precej donosno opravilo. Po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih in s podporo deželne vlade je mladi kralj med leti 1912 in 1915 ostal na Dunaju. Po poklicu k vojakom je sledil odhod na Južnotirolsko fronto, kjer je bil ranjen, po okrevanju pa premeščen v Zaledje. Profesori kiparstva na Dunajski akademiji so pripadali idejnemu toku teoretsko reformirane doktrine realističnega kiparstva po znamenitem kiparju in teoretiku Adolfu von Hildebrandu. Zlasti reprezentativni so bili njihovi spomeniki v Dunajskem središču in v okolju arhitekturnega historizma na Ringstraße. Po prekinitvi je kralj študijem nadaljeval in leta 1919 uspešno diplomiral. Kasneje je dunajsko študijsko izkušnjo ocenjeval kot obdobje plodnega kritičnega soočenja,
in primerjav lastnega dela s prizadevanji kolegov. Posvečal se je študiju umetnostne zgodovine ter premislil vlogo in pomen tradicije. Njegovo razumevanje izročila se je razprostrlo daleč onkraj akademskih estetskih zapovedi. Poleg evropske so ga zanimale tudi bolj oddaljene svetovne kulture in seveda modernistične in avantgardistične oblikovne rešitve. Ob prvih nastopih, še v času študija, je na razstavah v paviljonu Richarda Jakopiča takoj po končani prvi svetovni vojni v Ljubljani s svojimi risarskimi, slikarskimi in kiparskimi deli zbujal živo zanimanje kritikov. Z Dunaja se je podal na izpopolnjevanje v slikarstvu v Prago, privlačno srednjeevropsko središče, kjer se je zmagoslavje svobode prepletlo z odprtostjo do vsega modernega. Atelje slikarja Vlaha Bukovca na slikarski specialki, kamor je kralj do leta 1920 zahajal, je bila izrazito konzervativna ustanova. Profesor je veljal za legendo hrvaškega in srednjeevropskega slikarstva. V mladosti se je v krogih pariških salonskih mojstrov navdušil nad alegoričnimi kompozicijami akademskega realizma. Na prelomu stoletja je s plenarizmom in naturalistično zvestobo do detajlov, skupaj s sorodno usmerjenimi umetniki in umetniškimi skupinami, zlasti južnoslovanskih kulturnih središč, utrl pot modernizmu. Tako je po vojni dobesedno utelešal minulo, pionirsko umetniško slavo tako imenovanega impresionizma, ki se je tudi ob kraljevih revolucionarnih oblikovnih težnjah spremenila v preprosto zgodovinsko dejstvo. Po nastopu avantgard, fauvizma, kubizma, ekspresionizma po letu 1905 je impresionizem predstavljal le še labodji spev izročila. Ta je tudi na Slovenskem še dolgo po razpadu kluba Save, Jakopič, Jama, Grohar in drugi, veljal za uradno skoraj ponarodelo obliko modernizma. Po prvih skupinskih in samostojnih razstavah so kritiki delo Franceta Kralja ocenjevali za najbolj radikalno obliko modernizma. Njegovo ustvarjanje je odprlo novo umetnostno poglavje pri nas, ekspresionizem. V njem so se na presenetljiv način odrazili umetniška preobrazba sveta, njena duhovna podstat, filozofska zasnova in estetski smoter. Kraljev ekspresionizem je prehajal v abstrakcijo, ki je temeljila na oblikovnih poenostavitvah in preoblikovanju pojavnih oblik. Z barvnim simbolizmom in razgibanim kompozicijskim ritmiziranjem je umetnik dojemanje sveta preobražal v podobe fantastičnih oblik, ki na presenetljiv način odražajo v nezavednem porajajoče se vizije, miselne prebliske in neizčrpno oblikovno domiselnost. Deformirane, anatomsko preoblikovane figure s prepletom organskih oblik in geometriziranimi prostorskimi elementi dajejo njegovim kiparskim stvaritvam nesluteno izrazno moč razgibane materije, ki je sposobna gledalcu priklicati umetnikovo oblikovalsko voljo in izkušnjo telesnosti s sozvočjem čustvene vznemirjenosti in čutne otipljivosti. Risba je prečiščeno preprosta, sintetična, melodično ploskovita, izstopajo ostri kontrasti površin. To kraljevo ustvarjanje je sprožalo nasprotujoče si odzive. Pri gledalcih se je porajalo nelagodje pred neznanim, dotlej docela neslutenim ustvarjanjem. Polaščala se jih je negotovost pred izgubo realnosti, zdelo se je, kakor da vidno na sliki, kipu ali risbi izginja z obzorja kulture. Naturalistična zvestoba naravi je gojila vero v mit o popolnosti likovnega ustvarjanja, ki dokazuje obstoj resnice. Kralj je ob tematski raznovrstnosti ter predelavah sorodnih vsebin v različnih izpovednih medijih, risba, slika, kip, daleč presegel meje lokalnega likovnega obzorja. Ekspresionizem, idejno zaznamovan s težnjo po občečloveških idealih za vračanjem sklicevanja na slavo umetniškega ustvarjanja v preteklosti, je prerasel v intelektualno gibanje mladih na vseh področjih, v arhitekturi, likovni umetnosti, književnosti, glasbi. V uspavano kulturno sredino je zanesel povsem sodobno intelektualno pojmovanje ustvarjanja. Zazrt v prihodnost je v letu 1922 s klubom mladih za dobro polovico desetletja v tem likovnem prostoru prevzel organizacijsko pobudo. Z bratom Tonetom in Venom Pilonom pa so dosegli tudi umetniški vrhunec obdobja.
Z razstavami doma in na tujem je prepričljivo utrjeval stališče o umetnosti kot izrazito demokratični ustanovi, neobremenjeni z ideologijami, nacionalno, socialno, kulturno, politično. Etika svobode in zvestoba subjektivnemu pogledu na svet sta bili osrednji zahtevi ustvarjanja. Celovitost njegove osebnosti doživljamo skozi intelektualno pronicljiv značaj, odločno kritično mišljenje in ironično distanco do vrednot, lastnih pogledov in estetskih nazorov. Nastala je vrsta antoloških umetniških dosežkov, platen, knjižnih oprem, skulptur, reliefov, stenskih poslikav in javnih spomenikov. Številne risarske, slikarske in kiparske zasnove in zamisli iz tega obdobja so umetniku tudi kasneje predstavljale izhodišča za sveže oblikovne rešitve, ki sodijo med temeljne mojstrovine modernizma 20. stoletja na Slovenskem. Po kriznem obdobju zgodnjih 20. let je sredi desetletja zavladalo navidezno zatišje ustaljenosti in pomiritve sicer ves čas tlečih nasprotij v krhki družbeni resničnosti. Leta 1925 je z bratom Tonetom v Akademskem domu v Ljubljani priredil pregledno razstavo dosežkov dotedanjih prizadevanj, ki jo je spremljala prva ilustrirana likovna monografija pri nas z besedilom umetnostnega zgodovinarja dr. Franceta Steleta. Razstava je bila jasno znamenje preobrata v ustvarjanju in priložnost za ponoven preizkus duhovne resonance tega kulturnega prostora z aktualnimi umetniškimi tokovi v Evropi. France Kralj je tedaj problemsko in kritično razvijal možnosti modernističnega oblikovanja klasičnih slikarskih in kiparskih motivnih žanrov, portret, skupinski portret, krajina, tihožitje. Poudarjal je intimno, izrazito subjektivno, le na videz klasično izpovedno poetiko, kar je v evropskem prostoru tistega časa dobilo stilno oznako nova stvarnost. Novo stvarnostno snovanje je sledilo zahtevi prevrednotenja akademizirane visoke umetnosti. Predsodke o večnih resnicah klasike so umetniki presegali s sodobnim oblikovanjem tradicionalnih motivov in žanrov in izpovedovanjem lastne, aktualne bivanske izkušnje. Umetnik je prizore iz vsakdanjega življenja preobražal v pomensko univerzalnejšo novo umetniško stvarnost. Tako je klasika prešla iz rok ozkih družbenih elit, ki so v njej videle golo sredstvo ideološke manipulacije in orodje pedagoškega moraliziranja ter intelektualnega snobizma, v last demokratične institucije umetnosti in sredstvo osebne izpovedi. Kraljevo slikarstvo in kiparstvo je v novih okoliščinah znova prevzelo vodilno vlogo med sodobniki in pritegnilo pozornost mednarodne likovne javnosti v kulturnih središčih nekdanje skupne države in zlasti v srednjeevropskih metropolah, na Dunaju, v Pragi in v Berlinu. Sledilo je povabilo na mesto profesorja na Tehniški srednji šoli v Ljubljani, ki jo je v mladosti obiskoval tudi sam. Ustanovil in vodil je oddelek za keramiko ter poučeval kiparstvo vse do ukinitve šole leta 1945. Ob pedagoškem delu je France Kralj vztrajal v samostojnem ustvarjanju. Ni se odrekal smelemu eksperimentiranju, raziskavam možnosti različnih likovno-formalnih pristopov, širjenju in poglabljanju tematskih izraznih registrov. Odločno je posegal na področje organiziranega umetniškega delovanja z namenom, da bi na njegovo pobudo ustanovljene umetniške skupine, Klub mladih, Slovensko umetniško društvo, Slovenski lik, ohranjale neodvisnost in intelektualno svobodo pred dnevno političnimi pritiski. Navzven umirjeno kraljevo slikarstvo je prešlo v pretehtano izpovedovanje zrelega občutka za pretanjeno psihološko dinamiko. Ta se kaže v izbiri intimističnih tem iz družinskega življenja, mitologije osebne umetniške domišljije oprte na žive mladostne spomine. V slikarstvu je tedaj barvni izraz nadomestilo tonsko modeliranje, izpostavljena je bila prefinjena risba, nosilka poenostavljenih telesnih linij, oblikovanih v luči niansiranih prehodov med kontrasti. Ob tem so ga zaposlovali konstruktivni vidiki slikarskega komponiranja kot izpovedovanja zaokrožene podreditve detajlov v celoti, v težnji po preseganju naključij kaotične resničnosti.
Na površinah platen je ustvarjal svojevrstno vizualno in doživljajsko vzdušje, komplementarno izpovednemu toku izbrane tematike. Z enako skrbjo in pozornostjo se je posvečal svetopisenskim ikonografskim motivom, psihološko poglobljenim portretom, kmečkemu žanru in panoramskim krajinskim motivom. Z močjo lastne stvariteljske narave je dal motiviki pečat občutka trajanja v iskanju bistvenih potez vidnega sveta in poglobljenega doživljanja okolja. Z umetniško vizionarnostjo je v likovno stvaritev mojstrsko vpletel lasten psihološki značaj ter hkrati razkrival bivanjsko zasidranost v svet in ostajal glasnik svobode v tesnjenem duhovnem okolju. Zanj je bilo umetniško dejanje kretnja ustvarjalnega duha, rezultat pa privid, nič manj tehten od resničnosti same. Reprezentativno novo stvarnostno slikarstvo in kiparstvo odsevata platonistično prosevanje duha skozi vse materialno, sočasno pa je v njegovih šolskih ateljejih nastajala dragocena zbirka za pest velikih terakotnih skic. V njih je kiparski material, glina, ohranjala čutno erotični naboj telesa. Iz spontanega gnetenja so z navidezno lahkoto nastajale domiselno oblikovane kiparske kompozicije. Odlikuje jih razgibana telesnost med seboj prepletenih dvojic. Brez vnaprej zastavljenega cilja so se porajale žanrske teme, mitološke figure, svetniške postave. Pojavljale so se nenavadne plastične oblike s perforacijami, ritmiko vdrtih in izbočenih oblik, gladkih in surovih površin, sijočih ali motnih glazur. Te stvaritve niso vzvišena visoka umetnost, njihova vsebina je nepomembna, v ospredje stopa ustvarjalni proces. Pomen stvaritve izžareva iz njene samozadostnosti, prepričljive moči oblikovnega predmeta, povsem neuporabnega, razen v svoji intimni izpovedni razsežnosti. S tovrstnimi izgledi je tudi učence spodbujal k svobodnemu iskanju oblik na poti samostojnega izbiranja izraznih načinov. To kraljevo ustvarjanje na temnem zgodovinskem ozadju 30 let vedno znova doživljamo kot nemo pričo neomajnega človeškega dostojanstva, ko so se v času razmaha ideološkega izključevanja tudi estetska merila dramatično skrčila na dvorjenje splošnemu okusu. Zato ne preseneča, če se je tedaj kralj s svojim izvirnim ustvarjalnim temperamentom, ki ga je v vsestranskem ustvarjanju nenehno gnal v oblikovno prerajanje in kritične presoje, znašel v primežu stanovske ozkosti in se soočil s hamletovskim dvomom, sam bo niksem, morda, svet pa zdravje. Kot vedno je kralj odgovore iskal pri sebi in se ob prigovarjanju ožjega kroga intelektualcev odločil za pisanje sploh prve avtobiografije likovnega ustvarjalca pri nas z naslovom Moja pot, izšla leta 1933. V tem leposlovnem dragulju je umetnik začrtal meje svojega predstavnega sveta, strnil rezultate umetniških prizadevanj generacije, ki ji je pripadal, in izrazil odpor do jalove malomeščanske samozadostnosti, otojenih ustanov, uradniškega oportunizma ter intelektualne izprijenosti. To delo tako mojstrsko zajame večplastnost časa in prostora, ki ga je kralj na likovnem področju sooblikoval, da ga lahko prebiramo kot drzno samorazkritje, filozofski esej, teoretsko analizo umetniškega ustvarjanja, sociološko študijo, skratka, čisto ustvarjalnost, ki je sposobna selitve iz vizualnega medija v besedni s kritično presojo preteklih dejanj in vizijo intimnih slutenj. Besedilo bi skorajda lahko pojmovali manifest. V njem je svetohlinskim tabujem zoperstavil neskaljeno čutnost in erotično radoživost in zavračal sklicevanje na visoke ideale, ki so v javnosti služili kot pretveza za nasilno uveljavljanje surove nadvlade posameznikov ali organiziranih skupin. Glas vpijočega razuma v zakotju izključujočih družbenih strasti in stvariteljske ohromljenosti kraljevega okolja je izzval prav takšne grobe reakcije, kakršne so svet ob koncu desetletja privedle do spopada ideologij z apokaliptičnimi razsežnostmi. V slikarstvu tega obdobja se je zopet vrnil k barvi, pretanjenemu tkivu,
ki si ga je podredil za sredstvo, s katerim je v ostro risarsko opredeljeno predmetnost vnašal rahločuten čustven naboj obravnave izrazito intimističnih tem. Prizore, kot so slike Rodbinski naslednik, portreti rodbinskih otrok, Moja žena z benetkami v ozadju, Akt Kopalka, motiv s platna Kopalci, Sveti Anton in kmečki par so mojstrovine, ki žarevajo občutek trajanja. Vse hipno se preobraža v meditativno spokojnost, banalna vsakdanost prehaja v obredno brezčasje in sanjska nestvarnost je ujeta v navidnostno telesnost. Realne oblike se s pogledom od blizu spreminjajo v abstraktne poteze s čopičem. Šele dozdevni slikarski privid se je lahko preobrazil v jasne predstave, slutno resničnega življenja, ki se skriva za zastorom vidnega. Barva je prešla tudi v kraljevo kiparstvo. Postala je brezpredmetna opna, ki je sicer prvinskim in težkim formam odvzemala snovno elementarnost. V svojem kiparskem razmišljanju je tedaj kralj napravil odločilen korak od pojmovanja skulpture kot predmeta v prostoru do spoznanja, da skulptura prostor opredeljuje in je v svoji pomenski razsežnosti kot objekt ali pa več objektov, mati, otrok, ptica, knjiga, obrnjena navznoter, abstraktni medprostor, ki ga oklepajo posamezni členi skulpture. S tem gledalca opozarja, da kiparski predmet ni nekaj vrženega v svet, temveč je svet v malem, sam svoj, uravnan po lastnih zakonih, stališče umetnikovega pojmovanja sveta. Kritiki, umetnostni zgodovinari, prav tako pa tudi njegovi stanovski kolegi, so imeli pogosto težave s kraljevo neulovljivostjo in neopredeljivostjo, svojeglavostjo, uporno in kljubovalno naravo, ekstravaganco in preprostostjo, ponižnostjo in ponosom, predvsem pa z občutkom, da se prav malo ozira na razna prepričanja, še manj pa ceni opevana herojstva. Sam je imel za tovrstne težave okolja najmanj zaslug, kajti ob koncu 30 let se je zgodilo, da je ljubljanska mestna občina z razstave v Jakopičevem paviljonu odkupila njegovo kiparsko kompozicijo s preprostim naslovom Kmečki motiv in jo, kakor po naključju in lastni presoji, brez avtorjeve vednosti, postavila na rob parka v središču Ljubljane. To je bilo v času, ko se je po svetu in pri nas v kiparstvu uveljavil mit klasične mediteranske lepote, namišljene idejne plemenitosti in oblikovne vzvišenosti, v slikarstvu monumentalno zgodovinsko slikarstvo, v arhitekturi hladno razkošje javnih stavb. Vse, kar je spominjalo na preprostost, oblikovno sproščenost, tematsko zadržanost, pospremljeno z nadihom humorja in ironije, pa je bilo zavrnjeno kot umetniško nevredno. Takšen je bil kraljev kmečki motiv, zanimiv kiparski sestav neolepšane matere z dojenčkom v naročju in dobrodušno živaljo, kravo ob sebi, žitnim snopom, vrženim v prvi plan, upadajoče kaskade modeliran blok. Umetnik je v njem prebudil nežne predstave na temo materinstva, ljubezni, soodvisnosti človeka in narave, živali in človeka, matere in otroka. Z delom, ki ni bila alegorija, temveč hvalnica porajanju in življenju, ustvarjanju, umetnik ni zapel hvalnice ne mestnim uradnikom, ne vsemogočni državi s Kraljevičem na prestolu, pa tudi stalinističnemu utopičnemu paradižu ali nacističnemu tisočletnemu cesarstvu ne. In prav to umetniško delo je služilo kot povod za obračun z izrojeno umetnostjo, za sramotno razbitje kipa, časnikarsko gonjo s svarili in grožnjami v imenu utvare idealne vsebine in oblike akademskega realizma. To je bila strani slovenske kulture umetniku popotnica ob sočasni razstavi v Jakopičevem paviljonu, s katero je obhajal 20-letnico javnega umetniškega delovanja. Dejanje je bilo posredno grob napad na umetnika in njegovo osebnostno in umetniško dostojanstvo, čemur bi vsak navaden smrtni gotovo podlegel, toda France kralj ni. Ko je najhujše prešlo, se je, zahvaljujoč uporni naravi in neizmerni življenjski in ustvarjalni volji, dobesedno ustvarjalno prerodil. V težkih pogojih okupacije in rdečega terorja po njej se kralj ni vdal. Nastale so stotine miniaturnih oljnih podob na platno, karton, juto, les, steklo, največkrat ne večje od pisemske ovojnice.
Barvni nanosi so pastozni, čutimo samozavestno potezo v usopljivih, izpovedno očarljivih in neposrednih barvnih rešitvah. Tematsko je zajemal iz osebne mitologije predstavnega sveta in bibličnih prizorov, se predajal žanrskim utrinkom, neskončna obzorja prestregal v krajinskih izsekih, kompozicijsko razpostavljal vedno rastoče, nikoli utrgane, skromne, čudovite cvetoče travniške bilke, v izmišljenih neskončnih pokrajinah pa je iskal svobodno gibajoče se akte, bezlajoče krave in hrzajoče neobrzdane konje, vse, kar je bilo živega in svobodnega, kar je netilo njegovo stvariteljsko slo. Med vojno leta 1942, ko je bil ogrožen elementaren obstoj njegove družine, je sprejel naročilo podjetnega rojaka Antona Drobniča za izdelavo 2 monumentalnih del, modeliranega reliefa in klesanega angela iz Poslednje sodbe za družinsko grobnico na pokopališču na Vidmu. Kompozicija je fantastična vizija človeške komedije, kjer se pod polkrožnim obokom stikata nebo s svojimi vrhovnimi predstavniki in to stranstvo. V brezčasju umetnikove utopične stvaritve se predniki sestajajo s potomci. Kralj je iz med seboj nepovezanih drobcev minulosti sestavil mozaik sočasne navzočnosti upodobljenih, ki se zdi kakor kozmični pogled na nekaj, iz te perspektive skoraj neznatnega. Drobec zemlje in košček zgodovine, ko postane prostor razgibana kiparska ploskev, čas pa vseobjemajoči pogled. Ne le zaradi materiala, ulitega betona, temveč tudi po kiparskem pristopu sproščenega modeliranja, svobodnega komponiranja in oblikovnih deformacij, ki mejijo na karikaturno sočnost, to delo spominja na pristop, ki ga je kralj povzel pri izdelavi uničenega kmetskega motiva. Te značilnosti kažejo na težnjo o iskanju poenostavljenih, bistvenih oblikovnih in vsebinskih poudarkov. Delo ohranja značaj odprte in sveže kiparske kompozicije, brez stilnih manierizmov, enako aktualno in v svoji pripovedni nevsiljivosti privlačno kot v času nastanka. 50. leta je France kralj preživel v popolni osami, kar pa ne pomeni, da je pasivno ždel na obrobju dogajanja, temveč je svojim pronicljivim pogledom odmaknjeno opazoval idejne tokove v stanju s hladno vojno razklanega sveta, ustvarjal in se med leti 1954 in 1957 znova posvetil pisanju spominov in potoval. Trezno in hkrati prizadeto, a tudi neprizanesljivo je na vseh področjih opažal ponavljanje brezplodnih vzorcev enoumja, ki so dušili ustvarjalnost na vseh področjih. Z občutkom, kakor da se je prebudil iz morastih sanj sive socialistične vsakdanjosti v svet po svoji meri, ga je navdala razstava francoske moderne umetnosti spomladi leta 1952 v ljubljanski Moderni galeriji. Pregled francoske umetnosti od impresionizma do sodobnih avtorjev je pripravil Narodni muzej moderne umetnosti iz Pariza kot potujočo razstavo po središčih tedanje Jugoslavije. Avtorji izbora del so upoštevali razmere v tedanji poinformbirojevski državi in vključili večinoma bolj zmerna modernistična dela francoskih mojstrov. Predstavitev je bila torej zasnovana kot strnen pregled umetnosti prve polovice stoletja in pravzaprav na njej ni bilo mogoče videti zares novega in izzivalno inovativnega gradiva, zato je bil France kralj predvsem pozoren na pluralen izbor avtorjev in del, kar je ustvarjalo vtis o živosti in raznolikosti stilno-idejnih izhodišč francoskega modernega ustvarjanja. Navdušil ga je širok izbor izraznih poetik, kar je pogrešal na domačih umetnostnih pregledih in razstavah nasploh. To stanje pri nas razkriva, kako je bilo tudi delo kustosov v muzejih pod budnim očesom varuhov doslednosti partijske kulturno-umetniške dogme. Naslednjo pomlad pa je Moderna galerija v svojih prostorih odprla stalno razstavo del iz svojih kiparskih in slikarskih zbirk od impresionizma do sodobnosti in v ta pregled vključila tudi nekatera kraljeva dela. Umetniku nikakor ni šlo v račun, kako je mogoče, da svojim delom sicer sodi v nacionalno zbirko moderne umetnosti, hkrati pa je povsem odrinjen na eksistencialni rob in 3. maja 1953 se je odločil za javni protest v prostorih zbirke. Doma je na papirnate trakove izpisal protestne zahteve z opozorili, naj pristojni vendarle upoštevajo njegova dolgoletna ustvarjalna prizadevanja
jih razobesil po svojih delih v razstavnih prostorih in svojo prisotnostjo uporno manifestiral do prihoda predstavnika moderne galerije. Ta ga je prijazno odslovil z izrazi razumevanja njegove stiske in obljubo, da si bo po svojih močeh ustanova prizadevala vsaj ublažiti umetnikov težak gmotni položaj. To se je z odkupom nekaterih njegovih del kmalu zgodilo, medtem ko so pristojni forumi preprosto prezrli njegove upravičene zahteve. Kralj je bil nato z izborom lesorezov še s konca 30. let vključen med umetnike, ki so v nacionalnem paviljonu na Beneškem bienalu leta 1954 predstavljali pregled jugoslovanske grafike. Pregledne zgodovinske razstave so vedno znova pokazale tehtnost in izvirnost kraljevega dela, kar ga je potrjevalo za enega ključnih modernističnih predstavnikov. Z retrospektivno razstavo v Moderni galeriji leta 1956 je kralj znova navdušil. Dela iz sredine 50. let so bila dokaz o umetnikovi nezmanjšani ustvarjalni moči, predvsem pa aktualni izrazni poetiki in njegovem izvirnem mojstrstvu. Poleg slikarstva se je tedaj največ posvečal posebni grafično-slikarski tehniki, monotipiji, ki zaradi nanašanja pastoznih barvnih nanosov na zloščeno površino ustreza izkoriščanju barvnih pigmentov kot materialne in hkrati prepričljive izrazne snovi. Vanjo je umetnik s slikarskimi orodji vtiskoval rokopis zavestne oblikovalne volje, konstruktivnih prebliskov in čustveno-estetskih nagibov, nato pa z vtiskovanjem ustvarjene podobe vse do zadnjega, leta 1960, prenašal na stotine prosojnih listov svilenega papirja. Samozavedanje Franceta Kralja kot očeta moderne slovenske umetnosti je povezano z zgodovinskimi dogodki, idejnimi tokovi, vzponi in tragičnimi padci človeštva v 20. stoletju. Z ustvarjalno gesto čarodeja v kiparstvu, grafiki in slikarstvu je še kot mladenič napovedal smrt genija mrtve preteklosti v zameno za sooblikovanje svobode ustvarjanja iz duha umetniškega genija na način likovnega posredovanja intimnih izkušenj, ki ostajajo nezamenljivi del nas samih.